Kaj vam pomeni, da ste danes tukaj skupaj z vami še 6 dodatnih kandidatov? Ja, mislim seveda, vsekakor ti veliko pomeni, da te bralci, poslušalci izberejo za kandidata za dobrotnika leta na slovenski ravni, tako da ja, seveda. Na začetku je bilo presenečenje, zato ker v bistvu na lokalnem nivoju sem bil res vran tako med žlahtnim izborom ljudi oziroma žena, ki se pravzaprav celo življenje v bistvu ukvarjajo z nekim humanitarnim delom v Rdečem križu, tako da me je kot duhovnika to izjemno presenetilo in seveda mi to veliko kot duhovniku pomeni, ker veliko časa preživimo z ljudmi in ne pomaga morda toliko samo materialno tudi, ampak seveda največ pomagam z besedo in to mi v bistvu pomeni tudi, da ljudje danes ne iščejo samo tega, da jim poravnaš kakšno položnico na Karitas, ampak da iščejo danes ljudje vedno bolj tudi besedo, da jim nekdo prisluhne. To sem ravno hotel vprašati, v bistvu je vaša služba, da ste z ljudmi, da pomagate ljudem, zdaj vi ste pa v bistvu stopili še en korak naprej. Res je, naša služba se v bistvu res nekako najbolj osredotoči na besedo, biti blizu človeku in mu tudi pristopiti in tudi opaziti, ko te potrebuje. Jaz velikokrat rečem, da ljudje imamo oči za to, da jih imamo vedno odprte in da tudi vidimo, ko nekdo potrebuje bodisi našo besedo, nenazadnje tudi našo tolažbo, naš objem in da mu tudi pristopimo in pomagamo z svojo besedo. In kot duhovnik na župniji seveda pozna svoje farane in seveda veš, kdo te toliko bolj potrebuje in koga lahko toliko bolj spodbudiš za življenje, da bi življenju uspel, da bi življenje tudi našel pravo pot, da bi znal naprej hoditi k tistemu, čemur smo v bistvu poklicani in tudi nenazadnje duhovniki smo poklicani k temu, da smo ljudem blizu in jim pomagamo svojo besedo. Če se prav razumel, vi zbirate hrano in jo vozite potem naokrog, tem, kaj potrebujejo. Tako, v bistvu Slovenska Karitas organizira zbiranje hrane, ki v bistvu ostane po zaprtju trgovin. Recimo na našem ptujskem območju je to trgovina Hofer in v bistvu potem z gospodom župnikom nekajkrat na teden prevzamem, običajno so to pekovski izdelki in zelenjava in pa to potem tudi razdelimo tistim, ki so pomoči na nek način potrebni in jim tudi s tem na nek način pomagamo skozi teden, skozi dan, skozi življenje. Včasih ni bila neka težava v bistvu s tem razdeljevanjem hrane, v bistvu teh ostankov hrane, to je zdaj urejeno? V bistvu to je zdaj urejeno. Jaz mislim, da so tudi trgovski centri pri tem videli, da je na žalost v Sloveniji se dogaja, da se ogromno hrane tudi zavrglo na ta način, ker se drug dan ni smela več prodajati ali kaj podobnega, ampak seveda in trgovski centri so danes to prepoznali kot tisto, ko pa lahko tudi ljudem pomagamo. Zdaj vsakega kandidata izzovem malo, pa za koga bi pa vi glasovali? Zelo težek izziv in zelo težko vprašanje v bistvu. Vsekakor za nekoga, ki mu je res človek blizu, predvsem z besedo, tako kot sem rekel, ne samo materialno, ampak da zna človeku prisluhniti in mu celostno v življenju pomagati, ker mislim, da res si ljudje zaslužijo, da imajo pozornost, da so slišani in da ljudem tudi pomagamo na ta način, da jih skozi življenje vodimo, ne nazadnje tudi primemo kdaj pa kdaj za roko in ga na ta način podpremo in ga skozi življenje spremljamo.